Torej seveda vso pri senzoričnem ocenjevanju, kateremkoli aktivno sodelujejo čutila, vida, vonja, tipa in okusa, torej smo ljudje tisti idealni merilni inštrumenti, kajti v kemijski analitiki lahko preverijo osebnost tistih glavnih sestavin, ki jih posamezna, če zdaj govorimo o destilatih, mora imeti. Potem pa seveda odvisno od vrste žganja ocenjujemo 4 pomembne parametre. Zelo pomembno je pri žganju tisto prvo, kar zaznamo, je čistost vonja, ki ga ocenimo do maksimalno 5 točk. Potem je zelo pomembna cvetica žganja, ki ga lahko ocenimo tudi do maksimalnih 5 točk. Pomemben je seveda jasno, da okus, ki mu lahko damo tudi do 5 točk, in pa čisto na koncu tisti zadnji vtis harmoničnosti vseh sestavin, ki jih žgana pijača vsebuje, tudi do 5 točk, tako da torej eno dobro žganje lahko doseže maksimalnih 20 točk, ampak glede na to, da do tistih 20 maksimalnih seveda vsa žganja niso najboljša, so vendarle neki kriteriji ocenjevanja določeni, tako da za recimo, če gre za tekmovalno ocenjevanje, je za tisto prvo medaljo, ki je bronasta, potrebnih najmanj 15 točk, pa tja do 16,49, za srebrno medaljo od 16,5 pa do 17,99 in za zlato medaljo od 18 pa tja do 20 točk. Seveda žganja ne more oceniti eden sam, ker je sleherni ocenjevalec subjektiven, zato mora biti vedno komisija najmanj 3 ocenjevalcev, še boljše pa, če jih je 5 in več. In danes tukaj, seveda poleg strokovne komisije, ki je nas bo 5, bodo še tudi, bomo rekli, nadzorna komisija oziroma komisija pridelovalcev, ki bodo imeli danes tudi malo šolo senzorike, in glede na to, da je ocenjevanje anonimno, da se napove samo vrsta žganja, ne tudi pridelovalca ali odkot izvira, bo tudi močna učna ura in verjetno mogoče svojega žganja niti ne bodo prepoznali. Za tovrstni dogodek je najprej štartal študentski svet Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in so ga organizirali več kot 5 let zapored. Situacija glede korone je bila pač taka, da smo malo tovrstne dejavnosti odložili. Letos smo pa za tem dogodkom štartali na nekoliko višjem nivoju v organizaciji katedre za sadjarstvo in predelavo sadja, s tem namenom, da k tem dogodku povabimo tudi širšo javnost, da ni organiziran zgolj za študente, ampak za širšo javnost. Tako je, mi smo novo ustanovljeno društvo ljubiteljev domače žgane kuhe. Ustanovili smo ga zdaj pred kratkim, imamo 50 članov iz cele Slovenije, ta številka raste, vsem nam je bil skupen cilj, da za dvig kulture žganja in pitja žganja v Sloveniji.